Zdaj pa vabim, da mikrofon vklopi magistrica Zdenka Kamenšek. Zdenka je zaposlena v Izumu in je tisti pomirjujoč glas, ki nas ob spremembah programske opreme Cobiss prijazno seznanja z novostmi. Tako bo tudi danes, ko nam bo predstavila, v katero smer se razvija nova generacija programske opreme Cobiss Leap. Zdenka, prosim. Pozdravljeni, hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj iz Maribora. Torej, kot veste, smo septembra namestili prvo verzijo nove generacije programske opreme Cobiss Leap, to je bila verzija 13. Verjetno ni tako nesrečna številka, kot se kaže, ampak mi smo zdaj, da to 13, ko prekosimo, smo že se kar potrudili, da pripravljamo 14, ki bomo izdali nekje januarja naslednje leto. Zdaj, ena izmed glavnih novosti v 14 bo Cobiss Ela, ampak o tej ne bom danes govorila, bom pa se posvetila temu, kar smo pravzaprav pripravili v Leapu. Torej, to, kar ste vi knjižničarji najbolj pogrešali, so najprej bližnjice, tako da smo pripravili bližnjice v glavne okno Cobiss Leapa, v ostalih oknih. Zdaj vseh ne bom naštela, ker bo tak prezentacija na razpolagi, pa potem bo to vse skupaj vidno tudi v uporabniški dokumentaciji. Osnovno izhodišče pa je bilo tako, da se dejansko uporabi hitra tipka, ki jo že poznate v Cobiss 3, ampak zaradi tega, ker Cobiss Leap poteka pač v spletnem brskalniku, oziroma kot pač ta spletna aplikacija, smo morali dodati za kombinacijo še z tipko Alt, torej Alt-I recimo bo odprlo kartico člana, Alt-B bo prožilo metodo za vračanje gradiva in tako dalje. Torej, to so v glavne okno Cobiss Leap. Prav tako pa smo dodali bližnjice tudi na kartico za izvajanje postopkov. Do zdaj je bilo pač, oziroma v tej verziji, ki še trenutno na razpolago, je pač možno bilo seveda iz pustnega seznama izbirati metodo, pa potem pač je bilo treba precej klikati, da tako poenostavim, tako da smo tudi tukaj uvedli bližnjice. Tudi tu smo se držali tega, da je ostala v bistvu hitra tipka takšna, kot je bila že na razpolago v Cobiss 3 v okno gradivo domače knjižnice, ampak spet bo treba uporabiti skupaj to tipko skupaj s kombinacijo tipke Alt. Ja, potem je še ena dopolnitev, ki smo jo tudi naredili na osnovi predlogov knjižnic. Torej, mi smo to kartico zastavili tako, da smo pravzaprav naredili zavihke, torej izposoja, vračilo, rezervacije in tako dalje, kjer se je pač gradivo prikazano glede na to, kateri status ima, ampak knjižničarji ste pogrešali zavihek vse gradivo, kjer je pač zbrano vse skupaj, tako da je sedaj to možnost se zdaj uvedena v kartico na prvem mestu, torej tukaj boste videli vedno vso gradivo. Seveda je prikaz potem tale ni več tako zelo bogat, ni besednega prikaza, ampak so kar kratice statusov izpisale. Lahko pa izvajate v kartici potem tudi na zavihku vse gradivo, čisto vse funkcionalnosti kot na ostalih posameznih zavihkih. Kaj pa je možno izvajati, pač program, bi rekla, sam ve, glede na to, na kateri status gradiva ste pač kliknili, tako da imate opcijo ali vse gradivo ali pa lahko delate po posameznih zavihkih. Zdaj te bližnjice, ki sem jih že omenila, deluje tako, da se dejansko pač iz ta spustni seznam aktivira ustrezna metoda oziroma gumb, glede na to, katero bližnjico ste izbrali. Potem smo malo še izboljšali ta izgled podatkov, oziroma prikaz podatkov v okno, torej tukaj se lahko navežem na to uporabniško izkušnjo, ki je bila prva tema današnjega predavanja, ker je teh podatkov res ogromno, tako da so ti podatki, recimo datum poteka poudarjeno, če je poteklo, je z rdečo napisano, potem opomba je bolj dana, pa še kakšne malenkosti smo probali izboljšati. Potem smo pa podprli še nekaj funkcionalnosti, ki jih v verziji 13 nismo uspeli, torej gre pravzaprav za funkcionalnosti, ki so v Cobiss 3 že na razpolago. Kot veste, je bilo naše izhodišče pri pripravi Cobiss Leapa to, da so podprte takšne funkcionalnosti na tak način, kot so tudi v Cobiss 3, tako da tukaj še zdaj malo, bi rekla po štajersko, flikamo za nazaj, da pridemo v bistvu da so podprte funkcionalnosti tako, kot
ti že poznate, tako da smo podprli pač možnost podaljšanja roka izposoje za gradivo v vseh oddelkih. Potem smo malo porihtali delovanje funkcionalnosti gradiva vseh oddelkov, torej za prikaz te možnosti uporabite kombinacijo tipke Alt plus L, pojavi se urica za nalaganje, potem izpiše se sporočilo, ko je vso gradivo naloženo, oziroma če nima član gradiva v drugem oddelku, se prav tako izpiše sporočilo, da pač ne veste, ali zdaj ni nič ali ne dela, tako da to smo malo izboljšali. Izpis podatkov sem že omenila, potem smo vključili izpis števila dni v kartici in pa malo smo še dodelali aktivnost posameznih gumbov glede na zavihek kartice. Ja, potem smo marsikaj še uredili tudi v samem iskalniku, pregledovalniku, zgodovini in pa priljubljenih. Izboljšali smo to navigacijo, potem smo omogočili možnost pokaži, ki odpira pregledovalnik tudi v primeru, ko ni označen nobeden izmed zapisov, ki smo recimo naložili v iskalniku, tako da dobimo pregledovalnik odprt in potem se s tipkami za pomik levo, desno, gor, dol lahko premikamo po posameznih zapisih. V iskalniku gradivo smo omogočili iskanje po ISBN vrstici v tej pametni, ISBN podatkov v tej pametni vrstici, doslej namreč tega ni bilo možno, pa se je izkazalo, da knjižničarji to precej pogrešate, ko se prevzema gradivo ali pa ko se, mislim, pri kontroli dotoka in tako naprej. Potem smo v iskalnik polje 996, 997 dodali izpis listka iz kataloga. To je ta listek, ki ga običajno potrebujete, oziroma ga si natisnete, ko greste iskat gradivo med police. In v iskalniku smo tudi uvedli bližnjice, in sicer kombinacijo tipk Alt plus U je za urejanje podatkov, torej odpira urejevalnik, potem Alt I odpre kartico za označenega člana, Alt J pa je za odpiranje tega pregledovalnika. Uredili smo tudi izpise, tako da smo dodali zdaj dve možnosti, ki ste jih tudi pogrešali, in sicer smo dodali možnost dodaj prilogo na destinacijo e-naslov. Torej gre za, ko imate izpis pripravljen, pa ga želite poslati kateremu sodelavcu ali v založbo ali kamorkoli, lahko sedaj dodajate tudi poljubno prilogo in pa seveda lahko uredite vsebino e-pošte. Potem ste precej pogrešali tudi to, da pri nalaganju izpisa, če je izpis pripravljen v takem formatu, da pač ga ni mogoče prenesti, da se ni nič izpisalo, pa niste vedeli, če se je kaj zgodilo ali ne, tako da se zdaj v tem primeru, če želite naložiti tak izpis, izpiše pač sporočilo, če to ni možno. Potem smo pa spet malo še izboljšali izgled tega uporabniškega vmesnika, tako da smo poudarili izpis posameznih rubrik. Bibliografije smo izločili iz skupine izvoz podatkov, ker v resnici tam niso imeli kaj za početje, ampak v 13 pač nismo uspeli to urediti. Potem smo te priljubljene tudi pripravili, pokazali oziroma uredili prikaz po zavihkih. Tu so bile poleg tega, da pač posamezni brskalniki lahko malo drugače prikazujejo, je bil tudi problem v tem, da so bili nekateri seznami precej dolgi, kot je recimo tale moj, nekateri pa kratki, in je bil potem, ni bilo prav luštno iskati potem na teh, med temi bližnjicami, tako da ta bližnjica na koncu niti ni bila, oziroma priljubljen spis niti ni bil več tako priljubljen. Ja, potem pa še izvoz podatkov. Torej, tu smo malo ponovno spet grafično dodelali, in sicer smo dodali ikone za posamezne segmente in pa to tudi, kar ste predvsem tisti, ki katalogizirate, pogrešali, da smo na vsebinskem sklopu bibliografski zapis dodali možnost dodaj podpolje in pa uporabniški atribut, tako da bo to tudi v verziji 14 možno uporabljati. Torej, cilj te verzije je bil torej poleg tega, da bo pač podprta ta Cobiss ELA, kar smo predstavili na naših Cobiss dnevih, precej izboljšanje uporabniške izkušnje tako na splošnem kot na mobilnih napravah. Posvetili smo se pa tudi integraciji s POS-terminalom in pa integracijo Urbane, tako da tisti, ki ste prisotni iz Mestne knjižnice Ljubljane, mislim, da boste v kratkem lahko začeli s testiranjem na testnem okolju to možnost.
Kot že rečeno, predvidoma januarja 2024 bomo izdali to verzijo. Tako da jaz upam, da je bilo to, da se veselite nove verzije, vsekakor pa vam želim uspešno delo in seveda, če kakršnokoli vprašanje, se obrnete na nas, na te naše poznane kanale za komuniciranje in vam bomo radi pomagali. Tako da to bi bilo to. Hvala in lep pozdrav iz Maribora. Zdenka, najlepša hvala, ne še oditi. Prosim, jaz se ne grem še. Ni to, ker imamo 2 vprašanji v klepetu. Super. So kolegi opogumali. Prvo vprašanje je, ali bojo bližnjice iz Cobiss 3 še delovale? F3, F4, F7, F9. To bo še delovalo? Tako, torej še enkrat, Cobiss 3 deluje tako, kot je deloval do zdaj, pa še bo vsaj do konca naslednjega leta. Vse tisto, kar je delovalo včeraj, bo tudi jutri delovalo, no upam. Tako da to vse ostane. Cobiss Leap pa je pač, kako naj rečem, dodatna nova aplikacija, ki seveda podpira oziroma se trudimo, da bo čim prej delovalo vse tisto, kar deluje v Cobiss 3. Tako da to ostane. Ali se pri pošiljanju zadolžnice po elektronski pošti že prikaže sporočilo, da je bila zadolžnica poslana? Je bila ta napaka že odpravljena? Veste, da nisem čisto ziher, ampak ker še imamo malo časa, da še kaj dodamo mogoče v to verzijo, bom preverila, pa bomo se potrudili, da to uredimo. Vem pa, da je to tudi ene izmed takih manjkov, tako da super, da ste to rekli. Si bom zapisala. Kolegici naknadno odgovorili, prav? Ja, ok, dobro. Hvala vam, hvala za predstavitev. Enako